Dobrodošli v oddaji Življenje po moje z Majo Peron. Danes je moj gost Matjaž Tomle. Človek, ki ne potrebuje veliko besed, da pusti pečat. Je eden tistih posameznikov, ki delujejo z odločnostjo, notranjim mirom in vizijo, ki presega trenutek. Njegova zgodba je preplet športa, podjetništva in financ, od večkratnega državnega prvaka in udeleženca legendarne dirke 24 Tour Le Mans do ustvarjalca blagovne znamke Walter Wolf in trenutno največjega lastnika Delavske hranilnice. Verjamem, da ga je prav šport oblikoval v to, kar danes je, v človeka z držo, z odločnostjo, z jasnim fokusom in sposobnostjo videti dlje. Matjaž, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Veselje mi je, da si se odzval po vabilu. In veš, kaj bi te vprašala, ne? Če damo stran vse te nazive, kdo si ti v resnici, kako bi se predstavil, kaj bi rekel, kdo si? Ja, jaz sem v resnici en zelo skromen človek, ki se je obrnil malo drugam od materialnega sveta in bi rekel, da sem prah in v prah se povrnem. Dober, ampak zdaj, če gremo, recimo, tvoja pot se je nekako začela s športom, a ne? In poveš kaj več o tem. Jaz bom raje rekel tako, da moje življenje se je začelo na deželi, na kmetih, tako da sem jaz tam videl to navadno življenje, kako navadni ljudje živijo, kako se prideluje na zemlji. In ker imam to znanje od tam, mi je lažje na svet. Vem, da se mi ni treba ničesar bati, ker še zmeraj lahko posejemo krompir, pa bomo imeli za jesti. Ampak kako si pa prišel potem do tega športa? Ker ta šport, s katerim si se ti šel, s katerim si ti začel, to ni glisto vsazga. Rekel danes na televiziji Dončić, da ga zanima košarka pa avtomobili in da je celo življenje sanjal o avtomobilih in si je zdaj kupil te strašne avtomobile, ki jih ima. Točno tako je bilo pri meni. Od majhnega me avtomobili zanimajo in želja po teh avtomobilih se mi je uresničila. Torej spet en dokaz, da se vse da, če želiš. Čeprav nisem imel finančnih sredstev, nobenih pogojev, nobenih klubov, trenerjev, financ, pa mi se je vse skupaj uresničilo. No, se verjetno nisi samo razmišljal, ampak si se tudi ves čas premikal v tej smeri, a ne? Ja. To je ta poznan zakon privlačnosti, ne. Če nekaj želiš, boš to dobil, ne. Če boš pa preveč želel, pa ne boš dobil. Ja, to se strinjam. To je pa zakon, drug zakon, ki dela proti zakonu privlačnosti, je zakon potencialov. To se s tabo zelo, zelo strinjam. Ampak, veš, tako običajno pravijo, da za nek uspeh, ki pride čez noč, je običajno potrebnih 10 let. Kaj je bila tista ena točka, ki je nekako, bom rekla, prelomna točka, ki si ti dojel, da živiš pač tisto, kar si želel živeti, ki ti je dal krila, ki ti je dal spodbudo, ki ti pravzaprav, a veš, dal tisto občutek uspeha? Takrat, ko sem jaz te uspehe doživel, jaz tega nisem vedel. Jaz to vem šele danes. Zaradi tega, ker danes poznam te zakone, ki vladajo v tem našem svetu in vem, da je to vse skupaj usoda. Meni je bilo to dano, da se mi je to uresničilo. Če ne bi bilo te danosti, se meni to ne bi uresničilo. Lahko bi delal še in še, pa ne bi bilo rezultatov. Kaj te bom vprašala, a ti verjameš, da je naša usoda zapisana? Seveda je zapisana. Saj to je zapisano v nešteto spisih, ne. Ampak kljub usodi, ne, je lastna volja in če imaš močno lastno voljo, ti lahko ta kreator tvoje usode pot tvojo spremeni, vendar na koncu bo vedno prišel tja, kamor ti je napisano. Tako. Ampak pot pa lahko spreminjamo glede na naše odločitve, a ne? Če boš res vložil, tako kot sem rekel, zakon privlačnosti, če boš vse dal, brez trohice dvoma, boš rešil. Če pa boš ves
zbegam, pa ne vem, ali mi bo ratalo, ne bo, sigurno ti ne bo ratalo. Tako je. Veš kaj, zanimivo mi je bilo, zadnjič, ko smo se pogovarjali, mi je bila tako zanimiva ta tvoja zgodba z Walter Wolfom, ne. Verjetno je tudi to en del, ne bom rekla usode, ampak mogoče tistega, kar nam je namenjeno. Pa bi slišala to tvojo zgodbo, ker mislim, da je zanimiva in je res navdih za marsikoga, ker ima veliko globlji pomen, kot je videti na prvi pogled. Ja, točno tako, ko sem že zdaj govoril, je to usoda. Jaz, ker sem se bavil s tem avtomobilizmom, sem si želel najti nekoga, sponzorja, da bi me sponzoriral. Jaz sem spoznal Walter Wolfa, sem z njim začel sodelovati, vendar nikoli on ni bil moj sponzor, ne. Ampak mi je dal pa to možnost, da sem bil biznismen. In sem naredil kolonsko vodo v bivši Jugoslaviji in smo prodali v nekem obdobju 10 let 100 milijonov teh kolonskih vod, deodorantov, mila in šampon in tako dalje. Tako da smo naredili res super rezultate. Torej, iskal sem sponzorja, dobil sem poslovnega partnerja, ne glede, ni se poklopilo v športu, se je poklopilo v poslu. In to je verjetno tudi en tak zelo pomemben nauk za ljudi, ne? Ker včasih si nekaj želimo, potem tisto dobimo v drugačni obliki, kot smo si pravzaprav želeli. In potem rečemo, joj, ni bilo tako, nisem jo uresničil. V resnici pa, bom rekla, ljudje velikokrat pozabimo pogledati na drugo stran in videti tisto drugo možnost, ki se nam je pa v resnici ponudila, ne? Ja, točno tako je. Kaj je najbolj pomembno? Mi moramo biti hvaležni za vsako stvar, ki se nam zgodi. Ne smemo mi preveč zahtevati. To je ta spet zakon potencialov. Saj ti ne moreš preveč zahtevati. Ti moraš biti skromen in z vsako stvarjo biti zadovoljen. In če samo pridno delaš, se vse stvari v normalnem obsegu lahko zgodijo. Če pa hočeš kaj več, je pa tukaj res ta usoda, ali ti je dano ali ne. Ampak samo par jih je izbranih. Ki jim potem uspe, ja. Dajva tukaj zaključiti, pa naredite en kratek premor, pa nadaljujeva čez par trenutkov. Dobrodošli nazaj in nadaljujeva pogovor z gospodom Matjažem Tomletom. Matjaž, v bistvu tako, ne, ti si danes povezan z dvema svetovoma. Eno je blagovna znamka, drugo je finančni sektor in tretje pravzaprav je avtomobilizem. Kako handlaš te stvari in tako? Jaz se bavim z marsikaterimi stvarmi. Pač delam tisto, kar me veseli. Avtomobili me seveda zanimajo, ne. Tudi izdajam revije, ne. Tudi Fashion Avenue v 10 državah, ne. Kar ni hec. Ampak delam to z veseljem pa z ljubeznijo, pa kar delaš z veseljem pa z ljubeznijo, je zmeraj dobro, ne. Če pa moraš nekaj na silo delati, tisto pa ni luštno, ne. In sem kar zadovoljen, da delam tisto, kar mi paše, kar mi je všeč, ker določene stvari človek dela, če bi se jaz odločeval delati nekaj, da bom nekaj dosti denarja zaslužil, bi sigurno se z drugimi stvarmi ukvarjal, ne. Se pa ukvarjam s tistim, kar mi je všeč. No, pa verjetno tebi, ne, tudi ni več treba delati ravno za denar, ne, ker si v svojem življenju naredil kar dosti dobrega, ne. Nikoli nisem delal za denar. Nikoli. Mene denar kot sam sploh ne zanima. Tako skromno živim, da malo kdo živi tako skromno. Pa mi je to všeč, ker danes je tako, da preveč ljudi težko živi na tem svetu, ne. In je treba, največja stvar na svetu je, da narediš nekaj dobrega za drugega, ne. In to je zdaj en moj cilj, da probam kakšne stvari narediti za druge. Ker ni nobena umetnost velika zase delati. To vsak zna. Da pa dela za druge, brez da kaj dobiš za to, to je pa največja čast, kar obstaja.
Ja, tudi meni se zdi, da se ta človeški stik mogoče majčkeno izgublja v zadnjem času, ta empatija. Tako so časi kar naredili svoje, vedno bolj se po eni strani, sem ravno v prejšnji oddaji govorila, se tako, ta samopodoba ljudi se po eni strani slabša, po drugi strani se pa ves čas samega sebe nekako daje na prvo mesto. In jaz tudi močno mislim, da je treba se vrniti k empatiji, neki prijaznosti in takim stvarem. To je najbolj pomembno. Ja. Veš, kaj me zanima, recimo, zdaj tako izdaja revije Avtomobilizem, potem pa bančništvo na drugi strani. To so take čist različne stvari, Kako si se znašel v toliko različnih stvareh? Ja, to so razne naključja. Mislim, naključje ni, pač tako mora biti. Sam jaz bi se raje vrnil malo na tisto drugo temo, ki si jo prej odprla, o tem, kako živimo zdaj v tem kapitalističnem svetu, v tem globalnem kapitalizmu, kjer samo 1% ljudi drži v rokah 60% vsega bogatstva in to ne mora več dolgiti tako naprej. Poleg tega smo še čisto uničili naravo. In če bomo delali tako naprej, potem se bo zgodilo točno to, kar piše v svetih spisih, da se bo tole končalo. Tako da imamo možnost ljudje z neko višjo zavestjo to spregledati, pa se malo popraviti. Ker če bomo tako nadaljevali, bo težko. Ampak kaj pa bi bil tvoj nasvet? Kaj pa misliš, da je tisto, kar bi lahko vsak od nas začel delati, spreminjati? Ja, že prva stvar je ta, da je ta moderni svet, ta globalni kapitalizem je pozabil na stvarnika. Ker če vi pogledate naše telo, je sestavljeno z več 1000 milijard celic. In ko vi pogledate to celico, se jo še nihče ni videl v resnici. Elektronski mikroskop je samo simulacija. Je to en kompleksen organizem, kjer je vse zapisano, kako bo ta celica živela, kako se bo delila, kako se bo spreminjala, kako bo umrla, kako bo novo nastala popolnoma na istem delu telesa in tako dalje. In kako bi ena taka celica ali pa en tak atom nastal sam od sebe. To praktično resnemu znanstveniku ni možno govoriti o tem, da je nekaj nastalo kar samo od sebe iz nič. Torej obstaja stvarnik in stvarnik je to ustvaril in to ne smemo pozabiti in se moramo temu pokloniti. To se strinjam, pa vendar je hkrati dokazano, da z lastnimi mislimi spreminjaš celo svoj DNK, kar znova potrdi to, da lahko na nek način tudi... Sej ključna stvar v svetih spisih piše in z besede, tole ideja iz misli, in beseda je meso postala. Vse piše v svetih spismih, vse lepo piše. Samo treba jih je prebrati. To je res, pa vse glih, veš, meni se zdi, da je malo težko živeti po teh načelih v časih, kakršni so zdaj, ker si ves čas v enem vrtincu, ves čas se od ljudi nekaj pričakuje, vedno več je stresa, vedno manj so ljudje v stiku sami s sabo. Hkrati pa točno tisto, kar sva rekla že na začetku, da v bistvu je treba imeti ta stik tudi z drugimi ljudmi in za druge ljudi nekaj narediti. To je ključno, ker če bomo padli v ta koncept, ki ga je začrtal materialni zahodni svet, ni pomoči za nas. Mi se moramo od tega oddaljiti, moramo imeti svojo filozofijo, vsak svojo in je treba gledati drugače na svet. Treba je prvič vedeti, da primer bom povedal. Jaz sem zdaj napisal en tak spis, ravno sicer v srbskem jeziku za mojo revijo v Srbiji, kaj je najpomembnejše v življenju. In ko analiziraš i filozofe, i recimo Tolstoja primer. Tolstoj je ruski pisatelj, zelo poznan, je celo življenje ga je morilo, zakaj sem na tem svetu, kaj je moj smoter, kaj je moj svrha življenja. Svrha, to pomeni iz vrha. In on je na koncu je videl,
da je najbolj pomembno delati za druge in častiti Boga. Je pa res vse skupaj to naše življenje. Mi vsi mislimo, kako je to vse trdo, kako je to neka materija, v bistvu je pa to prazen prostor. In ko to analiziraš, atom je prazen prostor, da je to vse skupaj samo energija, vibracija in frekvenca, kar je tudi trdil Nikola Tesla, tudi Einstein, kljub temu, da je to njegovo teorijo napačno zastavil, ker ni upošteval etra, ampak kljub temu je rekel, da je to življenje iluzija. Seveda je iluzija, če ne bi bilo opazovalca, ker to je pa en eksperiment, ki so ga naredili znanstveniki potrjeno, kjer je lahko svetloba, foton, delec je lahko valovanje, odvisno od observerja, od opazovalca. In obstaja pa večni opazovalec tegale našega sveta. Ja, tako, vse to so tudi znanstveniki dejansko dokazali, tako da če opazuješ, recimo, ne vem, snop svetlobe ali pa vodo, gre pač v eni smeri, če ga pa nišče ne opazuje, gre pa po drugi. Veš, kaj me zanima, tako si ti po naravi načrtovalec ali se res prepušča življenju? Ker tako, kad te poslušam, se mi zdi, da se prepušča življenju. Ampak po drugi strani pa nimam tega občutka, se mi zdi, da znaš tudi kar zelo strateško pristopati k stvarem. Ne bi znal odgovoriti na to vprašanje. Nikdar nisem o tem kaj preveč dosti razmišljal, ker če bi jaz strateško razmišljal, bi marsikaj drugače naredil. Jaz se bolj puščam instinktu, pa jaz imam neke te energetske stvari obvladam, tudi recimo telekinezo obvladam. To me je vse naučil Zdenko Domančič. In obstajajo stvari, ko so našim ljudem, našim očem so nevidne in te stvari so tudi pomembne, ki jih ne zapažamo. Te stvari so v bistvu najpomembnejše, vse je energija in energija je vse, pa si potem to želimo priznati ali pa ne. In tako, ko govoriš, tukaj se 100% strinjam s tabo, da vsaka naša misel je energija in vse to kreira. In prej sva ravno govorila, če si ti ob nekom, ki ima neko tako slabo energijo oziroma nizko vibracijo, se počutiš kot spužva in tudi nate prenese tisto nervozo. In zdaj pač tako, boljši nekak vibraciji si, boljš dosegaš. Zdaj pa našo vibracijo pa najbolj dosegajo občutki in tukaj so pri tem, kar ti govoriš. Če ti delaš nekaj s feelingom in z veseljem, potem seveda se ti stvari zlagajo. Se mislim, da moraš zraven tega pa imeti tudi res izjemno vero. In ti potem, kar poslušam, pravzaprav jo imaš. In če bi morala zdaj en povzetek narediti, bi rekla, da pač je bistvo tvojega uspeha to, da si delal stvari, ki so te veselile, in tudi pomislil nisi, da ti lahko ne bi uspele, ampak ti je bilo to tako, to je to. Točno tako. Ker pa če ti nekaj strateško načrtuješ, pa delaš razne plane, pa vse živo, se največkrat nič ne zgodi. To je pa tudi resnica, pa nadaljujeva čez nekaj trenutkov. Dobrodošli nazaj. Matjaž, dajva nadaljevati. Veš, kaj me zanima? Veliko sva povedala že danes. Zanima me tako, kaj je kakšno sled bi rad ti zapustil svetu? Ne kot podjetnik, ampak tako kot človek. Saj bi rad kaj dobrega naredil še, če mi bo ratalo. Ni od mene odvisno, od usode odvisno. Koliko bo me dal moči, tako vse kontrolira. Rad bi kaj dobrega naredil. Bomo videli, kaj bo, kako se bo zasukalo. No, pa mi povej drugače, v bistvu. Kako misliš, da tebe vidijo ljudje, oziroma kaj je tisto dobro,
kar se lahko ljudje od tebe naučijo, če te opazujejo? Mene ljudje zelo malo poznajo. Ne. Zato, ker me poznajo kot biznismena, mogoče kot športnika bolj, ne poznajo me pa zdaj po tem mojem novem obrazu, ko sem spremenil ta pogled na svet, ker sem ga imel včasih. Sem bil materialni človek, sem se bal izključno z biznisom, zdaj pa smatram, da so druge stvari bolj pomembne. Kdaj si pa spremenil, ali pa kaj je botroval temu, da si spremenil ta svoj pogled na svet pa na stvari? Pravijo tako, ko si dovolj zrel, pride učitelj. To piše v vedskih spisih. In jaz sem srečal Zdenko Domančiča in sem takrat prvič občutil in se naučil nekih novih stvari, en nov pogled na svet, da je duhovnost bolj pomembna kot materialnost. Sem se naučil pri njemu ogromno stvari, tudi kako se zdrav z bioenergijo, ker bioenergija je zelo pomembna in naše telo ne more živeti brez bioenergije. Saj so naredili analize, znanstveniki, koliko pojemo, so izračunali in nekaj manjka. Torej tisto, kar manjka, 50% je bioenergija, to je pa iz vesolja. In ko take stvari izveš, ko se naučiš, ko vidiš, kako to drugače gre, postaneš drugačen človek. In jaz sem zelo srečen, da se je to zgodilo, da nisem čist brez znanja. In tale COVID, moram priznati, mi je kar prav prišel, ker sem študiral filozofijo, biologijo, zgodovino in tako dalje, vse te stvari. In popolnoma drugače gledam na svet. In tudi nekateri ljudje imajo strahove pa to, strah od bolezni, strah od starosti, strah od smrti. Jaz zdaj zaradi tega pogleda na svet nimam nobenega strahu. Ker v vseh svetih spisih piše, ne bojte se. In jaz nimam nobenega straha. Strah je pa itak ta, ki povzroča stres, stres je pa ta, ki povzroča bolezni. Torej, nezdravo življenje, stres, to pogojuje toliko bolezni, zato imamo toliko bolnih ljudi. Se včasih ni bilo toliko bolnih ljudi. No, pa se to v bistvu vemo, prirojen strah je strah pred pokom, pa strah pred padcem. Ostale stvari so pa vse nekako privzgojene, pridobljene, sploh v tistih prvih letih. Ampak v bistvu tako, če te vprašam, veš, ko se pogovarjam z ljudmi, pa eni rečejo, kaj mi je najbolj pomemben, recimo enim je uspeh, enim je ljubezen, enim je zdravje. Meni osebno se mi zdi, recimo, da je najpomembnejši notranji mir, ker se mi zdi, da kaj enkrat dosežeš ta notranji mir, ga itak dosežeš takrat, ko si nekako spravljen sami sabo z vsemi stvarmi. Kaj je tisto, kar si ti v življenju iskal, ali pa mogoče, kaj je drugače med tistim, kar je bilo prej, med tvojim prejšnjim življenjem in v bistvu to, kar je zdaj? Ja, pri meni je ena ta bistvena stvar, ki sem jo zdaj prišel do nje, ker se sprašujemo, zakaj smo na tem svetu. In da je ta svet potrebno odživeti, ker v materialni svet moramo odživeti. In ključna stvar tukaj jaz opažam, da smo postavljeni vsak dan pred kakšno nalogo ali več nalog in je od nas odvisno ta lastna volja naša, ali bomo pozitivno reagirali, ali bomo dobro naredili, ali bomo naredili slabo. In to celo življenje je v bistvu neka šola. In da sem jaz to spoznal, sem zadovoljen. Pa tudi to, da sem spoznal, da obstaja stvarnik neba in zemlje in da se mu je treba pokloniti za vse to njegovo stvaritev. To mi je najbolj pomembno na tem svetu. In zato sem srečen, da sem do tukaj prišel, do kjer sem prišel, da približno vsaj malo vem, zakaj se gre. Ker mi praktično nič ne vemo. Mi še zdaj ne vemo, kako te lepe rastline delujejo, ta fotosinteza, še zdaj ne vemo. Zdaj pravijo, da so še neki drugi organizmi, ki pomagajo
pri biosintezi in tako dalje. Tako je toliko neraziskanih stvari, mi sploh ne vemo, kako mi sami delujemo natančno. Približno že vemo, natančno še ne vemo. Ne vemo teh ključnih stvari. In itak pa vse znanje, ki je, pride od nekje, mi ne kreiramo, ampak ga dobimo. Tako da več, ko študiraš, ko več veš, lažje ti je na tem svetu. Ja, pa po drugi strani se mi zdi, več veš, bolj imaš občutek, da res zelo malo veš, ne? Je rekel Aristotel. Ja, ampak v bistvu je to res, ne? Ker to se mi zdi, to je tako, kot ne bi si domišljamo, kako vemo, kako stvari funkcionirajo, kako so sestavljene. In jaz dam vedno to primerjavo, to je tako, kot da bi si mravlja domišljala, ne, da ona ve, kaj bi razmišljamo. Ne. Zdaj rečemo Bog, vesolje, stvarnik, univerzum, kakorkoli ga že poimenujemo. To je toliko vseobsežno, da se mi zdi, da je samo utvara, ne, da bi mi to lahko razumeli, kljub temu, da je pravzaprav vsak od nas en del tega. Ne. In mogoče ta povezanost med ljudmi, meni se recimo zdi, da ljudje tvojega kova, ne, se pravi, ko ste nekaj dosegali, ko ste neko ime, neka avtoriteta, imate zelo pomembno vlogo, ne, in to je to, da v bistvu z svojim zgledom, ne, ljudem pokažete, kaj je prav oziroma kako ste vi, da nekako vzpodbujate tiste neke vrednote in zato sem tudi vesela, da si se odzval temu povabilu. Saj si to želim, da ljudje osveščam malo, katerega srečam, mu kaj povem lepega. In res je to, kar ti praviš, da o marsikateri stvari nič ne vemo, posebno ne moramo nič vedeti o kreatorju, ker je našemu umu nedoumljiv. Mi o tem ne moramo razmišljati, to je preveč za nas. Ne. Mi smo omejeni, ne, z našim umom. Ne. In seveda vsak dan nekaj več zvemo, ker nam je dano. Jaz tudi zase, mene ljudje vprašajo, ti si pa to naredil. Sem rekel, nisem jaz naredil. Meni je samo dano. Meni je bilo to samo dano. To je ta usoda. To mi je bilo dano z rojstvom. V knjigo je že napisana, preden se rodiš. Ja, samo je verjetno malo odvisen, na kakšen način jo prebereš. Ne? Če znaš slediti, in verjetno je tukaj ključ to, kar si že povedal, ne? Če ti potem pa si v stiku sami s sabo, ker to, kar sem jaz tebe poslušala, je tebi zelo pomembno in si, se pravi slediš tistim impulzom in potem seveda imaš občutek, da ti je vse dano, čeprav v resnici ne, je to vse rezultat nekih odločitev in nekega dela, ne? Ja, samo v štartu mi je dal, ali da človeku veliko energijo, večjo voljo do vsega, ali pa malo voljo. In če se ti rodiš tam nekje z neko malo voljo, ne boš nikamor po svetu šel, tam se boš poročil v eni vasi in boš tam umrl. Ne? Če se ti pa dosti dogaja, če imaš veliko energijo, greš gor, ampak greš pa tudi dol. Ne? Seveda. In je to vse eno valovanje. Vse skupaj to naše življenje je zelo, zelo zanimivo in zelo, zelo kompleksno. Tako da mi zelo malo vemo in večina ljudi se pa za to sploh ne zanima. Ne? Tako je. Dajva zdaj za konec povedati eno misel, nekaj, kar bi rad podelil z ljudmi, z mladimi, nekaj spodbudenega. A veš, take spodbudne stvari iščemo. Delaj dobro, dobro se vrača. Najbolj enostavna stvar. Najbolj enostavna. Najlepša hvala, da si bil moj gost. Vam, dragi moji, pa tako kot ste slišali, kot je že Matjaž povedal, dajte verjeti v tisto, kar čutite, dajte delati dobro in imejte v misli, da nihče od nas ni samemu sebi namen.